Dobro jutro, sosed. Dobar dan. Come here, cows. Ja, zdravo, kje si Čupavi? Yeah, Čupavi, that's his name. Oh, the big one is coming, Ava. Tale sobota je drugače. Tale sobota je drugače tako lena, da je to skoraj neverjetno, ne? Ampak še bolj neverjetno je pa to, da meni to tako paše. Kam bo šla Gizma? Greva nekam. Zdaj pa dve vprašanje. Te prvo vprašanje sem zdaj dobil pa že res ene parkrat, pa si še nikoli nisem vzel čas, da bi nanj odgovoril. Glasi pa se takole. Ciril, kaj je bil najdražji avto, ki si ga do zdaj pel? Zdaj mislim, da jaz na to še nisem nikoli odgovoril, no? Ampak lahko pa povem. To je bil Rolls-Royce Ghost, po moje ene, kaj pa vem, 4-5 let nazaj. Pa mislim, da je bila vrednost tistega avtomobila tam ene 430, 440 jurjev. Mislim, da je bilo nekaj tazga. In ta avto, ne, to je... A sploh ne veš, kje bi začel, no? Veš, to lahko pri 200 na uro šepetaš, pa se vsi ful dobro slišijo. Pa 12-valni motor, pa preproge iz kaledonske ovce. Mislim, prav neroden ti je v avto stopiti. In jaz, če sem čisto iskren, preden sem se na zadnje sedeža usedel, sem dal čevlje dol. Zato, da so se prstki na moji nogi potopili v tist tepih, pa sem se mislil, stari, pa to ne moreš verjeti. To je avto! Kaj je z vami? Ali pa na sredini feltnu sta črki RR za Rolls-Royce in sta vedno obrnjeni naravnost, ne glede na to, kako hitro se avto pele. Ali pa klimatska naprava v tem avtu, ne? V Rolls-Royceu ne nastaviš stopinj, ne vem, 22 pa pol na levi, pa 20 pa pol na desni. Ne, to ne gre tako. V tistem avtu imaš tako, kot v bistvu v starih avtomobilih, ne? Imaš rdečo skalo, pa modro skalo. In če te zebe, daš malo bolj na rdečo, če ti je vroče, daš malo bolj na modro. Tle stopinje niso pomembne, pomembno je, kako se ti počutiš. No, to drugo vprašanje je bilo pa malo bolj provokativne narave. A veš, prejšnji teden sem pelil to novo petico, pa malo pred tem E63 AMG in nad obema avtomobiloma sem bil navdušen. In valjda je pol nekdo vprašal, ne, pa dober komotor, ne, kaj zdaj, imaš ti dati Mercedesa, imaš ti dati BMW-ja, se boš odločil, a ti je zdaj kar vse kul? Lega. Prav, stari. Pa za koga zdaj jaz navijam, ne, vedno dobimo vprašanja, komotor, kaj ti je boš, Audi ali BMW, ali Audi Mercedes, Mercedes ali BMW, pa Lexus, pa Infiniti, pa svega boga. In kako za hudiča ti je enkrat všeč ta avto, ta drugič pa ta drug? In odgovor na vse to ne bi mogel biti bolj preprost. Ja, jaz navijam za avtomobile, to je res, ampak jaz navijam za dobre avtomobile. Veš, kaj hočem reči? Meni je vsem kakšne znamke avtomobil. Ali je Dacia, Ferrari, Rolls-Royce, BMW ali pa Infiniti. To se mi zdi pomembno, da je avtomobilska znamka sposobna narediti dober avtomobil, ki premika meje naprej. Da je boljši v tehnološkem smislu, v varnostnem smislu, da zna biti bolj ekonomičen, da je lahko razborljiv, da ima poštimane detajle, da je lahko dostopen. In ko enkrat začneš tako gledati na avtomobile, ti hitro postane vseeno, katere znamke je. Mi pa dostikrat pišejo die hard fani določenih znamk, ne? Taki, kot drugih avtomobilskih znamk, kot je njihova najljubša znamka, ne morejo maniti mal. A veš, včeraj mi je recimo en fant Nik pisal, ne? Ki je rekel, stari, saj bi te lajko, ne? Ampak te preprosto ne morem, zato ker hvalaš tudi francoske pa japonske avtomobile. Je treba razlikovati med tem, kaj ti je najljubše, pa med tem, kaj drugega še obstaja. To se znamke malo lovijo, enkrat so te na vrhu, enkrat so te na vrhu, ampak vsi so pa več ali manj tam, ko pogledaš, ne? Ne moreš reči, da je BMW ful boljši od Audi ali pa Mercedesa, ker to preprosto ni res. Najbolj hecni so pa oni, ko pride kakšen nov avtomobilski model ven, recimo, ki je zdaj prišel Mercedes E All-Terrain, ne? Pa reče, lega, kako kopira Audi Allroada, ne. Pa si jaz tako mislim, ja, seveda, ne. Audi je pa za Subarujem ponavljal, ne. Subaru pa verjetno še za kom drugim. Včasih je treba en korak nazaj stopiti, ne. Pa naslednjič, ko vidiš BMW X6, ki se mimo pele, pa rečeš, stari, ja, BMW je pa začel nek nov trend, ne. Pa se pa recimo spomniti na to, da je imel SsangYong že leta predtem akciona. Sereš, stari, kaj to se je res zgodilo? Punce, kaj delate? Sladico. Kaj pa bo za sladico? Kaj ti je naroden? Večinoma delamo veganske sladice zaradi alergije, ampak mene ful zanima, ne, ker mi dostikrat naredimo veganske sladice tudi, ko koga povabimo, ne, in me zanima, če mi je res dobro tako hvalijo ali samo glumijo. Zelene so mačke? Tak mami poje? Ok, evo, sladica je uspela. Jutri lahko povemo, kakšna je. Sosed, lahko noč? Bog da.